Po zmagi prvega dela moštva proti Dekanom so se le uro pozneje preostali nogometaši Domžal zoperstavili petouvrščeni ekipi najboljše srbske lige Mladosti iz Lučanov. Strokovno vodstvo, ki zaradi poškodb ni moglo računati na Dejana Miliča, Žuninja, Antonija Manceja in Miho Blažiča, je na igrišče z umetno travo v športno-rekreacijskem centru Bonifika v Kopru poslalo večino svojih najmočnejših orožij. V deževnem vremenu so tekmo sredine igrišča začeli nogometaši Mladosti, ki so se prvič v težavah znašli v 7. minuti. Takrat je dobrovoljc dobro na desni strani našel Franiča, ta je podal sredino do Vetriha, ki je strelom z prve zadel Bratanoviča, v drugo pa se je izkazal vratar Zlatko Zečevič. 15. minuta, nov napad Domžalčanov, do strela je prišel Žan Majer, nogo je podstavil eden od branilcev Mladosti in Domžalčani so prišli do kota, izpeljali lepo akcijo, do strela je prišel Žan Majer, na pravem mestu pa znova vratar Zečevič, potem je poizkušal še Husmani, toda Srbi so odbili. 27. minuta, Zečevič je izvajal gol-out, hiter protinapad Domžalčanov, Bratanovič za Franiča, ta pa je z 16 metrov previsoko. In še 40. minuta, do strela je prišel Zeni Husmani, meril pa je za las mimo leve vratnice. Prvi polčas se je končal z začetnim izidom 0-0, Domžalčani pa so bili veliko nevarnejši nasprotnik. Kljub temu so imeli prvo priložnost v drugem delu igre nogometaši Mladosti, žoga na desno stran do Gavriča, poslal je predložek na prvo vratnico, kjer je z glavo mimo vrat streljal Čečarič. 66. minuta, dobra poteza Vetriha, na levi strani je našel Franiča, ta je močno sprožil z levico, znova pa se je izkazal vratar Zečevič. 4 minute pozneje, hiter protinapad Domžalčanov, začel ga je Žan Majer, takole je prodrl na polovico Mladosti, podal do Zenija Husmanija, ki je prišel vse do kazenskega prostora. V pravem trenutku je našel Bratanoviča, ta pa je zunanjim delom čevlja žogo poslal v spodnji desni kot nemočnega vratarja Zečeviča in povsem zasluženo popeljal Domžale v vodstvo z 1-0. Bratanovič je dosegel gol že na pripravljalni tekmi proti avstrijskemu Hornu in kaže zelo dobro strelsko formo. Potem nova priložnost tudi za Mladost, z prostega strela odbil je Golubovič. Za konec še en prosti strel za Mladost, do strela je prišel Milosavljevič, stresla se je prečka in ostalo je pri minimalni zmagi Domžalčanov. Jaz mislim, da smo nekje v celoti izpolnjevali trenerjeve zahteve, da smo poskušali vseh 90 minut odigrati tako, kot znamo, da je bila vsebina prava in na srečo tokrat se nam je tudi rezultat obrnil nam v prid, tako da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo prikazali in gremo z neko pravo vsebino in z nekim pravim odnosom naprej. Domžalski nogometaši so sobotni dvojni spored tako zaključili z 2 zmagama in bodo lahko brezskrbno uživali v prosti nedelji. V ponedeljek dopoldan pa jih že čaka selitev v Umag, kjer bodo ostali 6 dni, odigrali pa bodo tudi 2 pripravljalni tekmi. Prvo v sredo proti mladi ekipi Ferencvaroša, drugo pa v soboto proti Rijeki.